Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, v družbi otrok osnovnih šol Hudinja, Lava in Ljubečna. Projekt omogoča Občina Celje ter sponzorji Telekom Slovenije, Klima Ptuj, Anprotehnik, ATP, Talum, Dravske elektrarne Maribor, Sazas, Oculus, Weltweit, Industrie Montažen, Covintrade, BSH Hišni aparati, Elektrocelje, Cinkarna Celje, Mana, Testpoint, Hermi in Perutnina Ptuj. Ko mažemo, zmažemo. Nori na poli pate. Mažemo, zmažemo. Nori na poli pate iz najboljših delov piščančjega mesa slovenske kakovosti. Dobrodošli vsi skupaj v družbi otrok, v družbi najboljših, radi rečemo. V 7. sezoni natečaja Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, se te dni nahajamo v Celju. Tokrat bomo obdelali, ali pa bodo oni nas očarali, kakorkoli že, otroci iz osnovne šole Lava. Zelo sem vesel, da so v naši družbi, zelo sem vesel prve, druge, tretje in vseh ostalih. Prva nosi ime Nika, pišeš pa se Oman. Zdravo, Nika. Zdravo, Kako si? v redu. V kateri razred hodiš ti? 3. 3. razred. Dober, to je zdaj že kar nekaj. Koliko si stara? 9. 9 let. Zdaj je do konca šole, ko se tole snema, še koliko? Mesec, dva meseca približno, ne? En mesec pa pol. Vidiš, že odštevamo. In si se doma že kaj pogovarjala, kaj boš čez poletje počela? Boste šli kam na kakšen dopust? Ne vem še. Ne veš še, ne? A greš rada kam na počitnice, recimo? Ja. Kam pa greš, recimo, rada na počitnice? Turčija, Hrvaška. Hrvaška, Turčija, dobro. Enkrat smo bili v Avstraliji za moj rojstni dan. Za tvoj rojstni dan ste šli pa kar v Avstralijo. Kdaj imaš ti rojstni dan? 7. februarja. Februarja. Te je bilo tam poletje? Ja. Je bilo luštno? Ja. Si kakšnega kenguruja srečala? Ja, smo jih hranili. Resno? Ja. A te kjer ugriznil? Ne. Dobre je. So bili pridni torej? Ja. Super. Taka lepa izkušnja, ne? Si boš to zapomnila verjetno za celo življenje. Tako kot si boš tudi tale nastop, ker tole je tudi ena taka luštna stvar, če ti recimo zdajle rata, da boš najboljša v vaši šoli, ne? Na vaši šoli pol greš v polfinale, če boš še tam med tistimi najboljšimi, greš v finale in pol te gleda 250 000 ljudi. Kar velika številka, ne? Se splača lepo zapet. In kaj nam boš zapela? Ne bodi kot drugi oditke. Ampak še preden to narediš, se moramo pa še eno stvar naučiti. V 7. sezoni se gremo eno tako lepo gesto. Takole damo roko Ja. in rečemo, ko mažemo, zmažemo. Pomažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. In takrat zares zmagamo vsi. Hvala ti za tole, zdaj pa zapoj. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škratje živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem s pisanim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane in zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride na poti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi še spijo.
živa, mrtvi junaki naše grepenijo, postaje in vlaki. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen je reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Nadaljujemo na osnovni šoli Lava smo, kjer je pa z nami spet en moški fant in jaz sem, pa Dalibor, pa vsi mi pravzaprav tudi veseli. Zelo smo veseli pravzaprav moških predstavnikov, ker jih je precej manj kot žensk. Ne vem, zakaj fantje izgubljamo malo, kako bi to rekel, poguma. Ampak dober je, hvala Bogu imamo mi tukaj Jana Navotnika, ki bo pokazal, da se da. Jan, zdravo, živjo. Zdravo, Kako si? v redu, V kateri razred ti hodiš? 4. V 4. razred osnovne šole Lava. Kaj ste danes v šoli se kaj učili? Pri matematiki smo ponavljali pisno deljenje pa množenje, Aha, pri družbi smo se pa v prometu pogovarjali, pa okej. Pa v bistvu znaš že vse. ne še vse. Ne še čisto, dobro je, malo boste še ponavljali, pa bojo pa same petke leteli, ne? Dej recimo, kako imaš ti doma to narejeno? Če dobiš recimo dobro oceno, pa če si pridem v šoli, kakšno nagrado dobiš? Kako imate to zmenjeno? Dobiš kakšne nagrade ali nič? Ne, Nič ne dobiš? zakaj bi porabil? Ja, pa to je fajn, ti se moraš zdaj zmeniti. Od zdaj naprej, ko sem jaz zvezda, ker sem pel na festivalu Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, moram jaz dobiti za vsako oceno, ki je višja od 3, McDonald's. Kaj ne bi bilo to fajn? Ne vem. Ja, pa zihar bi bilo, ali pa ne vem, 1 uro dlje telefona, ali pa 1 uro dlje televizije zvečer, ali pa karkoli takega. Dobro? Probaj, reči ti domen rekel. Ok? Mogoče bo pa ratalo, kaj pa veš. Kaj nam boš zapel? Sivo pot? Siva pot, Aleksander Mežek. Zakaj sivo pot? Zaradi tega, ker mi je ta pesem všeč. Ti je všeč? Super. Si predstavljaš, kaj bi rad v življenju? Bi rad bil pevec v življenju? 2000 ljudi, 20.000 ljudi, stadion, pa ti, pa kitara, pa siva pot. Ne vem. Ja, mogoče pa bo, ne? Tole so zdaj tvoji prvi koraki. Tako da jaz sem zelo vesel, da si se opogumil, ker boš zdaj tudi vsem ostalim fantom pokazal, da lahko tudi moški dobro pojemo. In ti čestitam za to. Zdaj pa še zadnja stvar. V 7. sezoni natečaja Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, se gremo eno posebno gesto. Roko tako in narediva. Ko mažemo, zmažemo Ko mažemo, zmažemo. in zmagamo. Tudi ti si zdaj. Hvala ti za tole, zdaj pa uživaj in poj. Skoraj raj si, ti gorenska, sive gore in zelene reke. Tu življenje skriva svoj zaklad, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gori so, vodi me.
vročina, solze v očih, siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me siva pot. Ko vstaja jutro, slišim klice iz daljave, radio spominja me na dom tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me siva pot vodi me, siva pot vodi me, siva pot. Otroci pojejo slovenske pesmi. 7. sezona. V osnovni šoli Lava se danes nahajamo. In zdaj dvoje otrok smo že dali skozi v nižji kategoriji. Zdaj pa že mi prešaltamo v višjo kategorijo, ker smo pa zdaj že v tistih bolj odraslih razredih. Pravzaprav, če smo bolj natančni, v 7. razredu osnovne šole Lava, od koder prihaja Ema Kramer. Zdravo, Ema. Zdravo, Kako si? fajn. Si vedno tako nasmejana? Ja. Kaj pa, ko učiteljica reče, vprašana si? Takrat pa ne. Te pa ne več tak, ne? Ja. A si drugač pridna v šoli, ne? Ja. Ali si najbolj pridna v šoli? Ne. Ne, si pa pridna. Ja. Odlično. V redu. Zdaj pa mene ena stvar zanima. Kaj si se ti danes naučila v šoli? Danes smo imeli naravoslovje. Ja, in kaj se pri naravoslovju zdaj trenutno učiti? Učimo se o organizmih. Aha. To so Pa. različna živa bitja. ali Ja. kako? Okej, Pa o dobro. celicah, Aha, živalskih, rastlinskih. pa že vse veš. Ja. Kaj te pa recimo veseli, kaj ti je v šoli najbolj fajn? Kater predmet ali pa katera tema, da veš, pa lahko razmišljaš, kaj bi jaz v življenju počela, tole mi je zanimivo, tole mi je vlek. Likovna, pa športna, tudi glasba me tudi veseli. Okay. Se pravi, boš športnica ali boš pevka? Ali umetnica? To se pa še odločam. To se še pa odločaš. Ja. Vse si lahko vse skupaj. Po mojem, to se da združiti, šport pa petje. Ja. Se da, ne? Ja. Ok, dobro. Zdaj bova midva združila bolj umetnost na večjih nivojih v glasbeno smer. Ne? Odločila si se, da boš zapela katero pesem? 1,001 zvezd. Od Klare Jazbec. Ja. Ti je všeč, Klara? Ja. Ti me mal spominjaš na njo, veš? Okay. Ja, taka lušna, nedolžna, ne? Hvala. In tudi ona je taka, ves čas nasmejana, zelo pozitivna in tudi ti mi takšna deluješ. Hvala. 1,001. A imaš še kakšno željo, ki se ti še ni uresničila? Veliko. Še veliko. Ajde, recimo, kjer bi tako iz vrha glave lahko vrgla? Da ostanem slavna. Ok, super. Da imam Zelo... ocene. No, to sta dve zelo dobri želji, za katere ti želim, da se ti obe dve čim prej uresničita. Hvala. Redo? Še zadnja reč, tako le damo roko in gremo se eno tako lušno stvar, ki se ji reče gesta. Pred vsakim nastopom z otrokom tako lepo treniramo. Ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. In takrat tudi zmagamo. Se boš videla, se boš naučila. Boš videla, zakaj se gre. Prav kmalu, tudi vi. Ampak še prej jo spoznamo v petju. Ema Kramer. Ta dan naj bo za naju, le kam vse hiti. Ljubezen naj bo tista, ki se ji ne mudi. In čas se le zamrzne, v objemu je toplo, v srcu polnem upanja, v svet se lepši zdi.
Milijon in ena slika, vsaka nov spomin in na utrinek, ki ljubezni v nama prebudi. Milijon in ena zvezda, vse, kar je lepo v najnem svetu, ti in jaz, kot del neba. Zasijeva, ljubezen je edina, se ne mudi, v srcu polnem upanja, da svet se lepši zdi. Vse je za naju, vse je za naju. Milijon in ena slika, vsaka nov spomin in na utrinek, ki ljubezni v nama prebudi. Milijon in ena zvezda, vse, kar je lepo v najnem svetu, ti in jaz, kot del neba. Zasijeva. Milijon in ena zvezda, vsaka nov spomin in na utrinek, ki ljubezni v nama prebudi. Milijon in ena zvezda, vse, kar je lepo v najnem svetu, ti in jaz, kot del neba. Zasijeva. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. V osnovni šoli Lava imajo super pevke, pa super pevce. Mislim, super pevca, ker enega smo imeli. Pevk smo imeli pa več. In zdaj še zadnja v tejle šoli, ki se predstavlja prav tako iz 7. razreda, to pa je Katja Romih. Katja, zdravo, živijo. Zdravo. Poznaš Emo? Ja, A kaj je to tvoja sošolka ali ja, kako? moja sošolka. Tvoja sošolka. Vi dve sta se torej iz 7. razreda opogumile in sta šle v ta natečaj. Ja, Sta se skupaj odločile ali si se ti zase odločila? Kako je Skupaj. prišlo? Skupaj. ja. Ja, kdo pa je pa prišel do vaju s to idejo, da bi vi dve nastopali? Učiteljica. Učiteljica. Učiteljica česa? Kemije. Glasbe. Ja, glasbe. Okay. Ja, ker to je smiselno. Ja. Glasba pa petje, to gre skupaj. Ja. Hodiš kakšnemu pevskemu zboru? Ja, ali kaj? Tudi to. Mladinskemu pevskemu zboru. Mladinski pevski zbor vaše osnovne šole ali Ja. kako? In koliko cajta si ti že v pevskem zboru? Od 4. razreda. Ok, to je zdaj že kar nekaj let, ne? In si kaj, altistka ali Drugi sopran? glas. Drugi glas. To je tam neki alt, ali kako se temu reče. A se ni važno. V glavnem, se pravi, si v pevskem zboru in zdaj je čas, da rečeš vsem ostalim kolegicam in kolegom, to je mešani ali samo ženski pevski zbor? Pač sam punce smo. Ste sam punce. In zdaj boš rekla vsem ostalim kolegicam iz svojega zbora, zdaj bom pa jaz sama. Kaj je boljše, sama biti ali da jih je več okoli tebe? Ne vem. Ne veš, to ker zdaj v bistvu prvič takle nastopaš, ne? Ja. Ja. Doma si kaj vadila, kje si vadila? Doma, Doma. Pred kom? pred mamico plačem. In kaj sta rekla? Super si, Ja, tule imaš 20 evrov, idi v McDonald's. ne, Ne, to še ne, to boš zdaj dobila. ne. Ja, moraš reči, da moraš dobiti, da je to nagrada. Minimalno, velja? Ne, se bom šla z mami na sladoled. A ja, na sladoled. Ok, kjer sladoled imaš rada? Ne vem, vaniljev? Vaniljev? Ja. Dobro. V redu, nam te več spraševal, dovolj je bilo, zdaj se greva samo še zadnjo reč in to je, da se še malo sprostiva, tako da narediva roke. In narediva, ko mažemo, zmažemo. Pomažemo, zmažemo. To je to, za mene si že zmagovalka. Zdaj se sam še sprostiš, uživaš in zapoješ. Spet hitim, pred mano je dan in spet živim za isti plan. Sprašujem se, če je kdo še tu, da
da mi pomaga najti moj pogum. Pride dan, ko vse narobe gre, in ko od sebe oddaljim se spet, pa kdo to v glavi govori, jaz raje rečem si, tu če ima slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če ima slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Včasih breme zdi se čisto odveč, ker za trenutek mislih je preveč, a čisto vsak od nas to kdaj doživi in vsak ima možnost, da zapoje si. Jaz ne bežim, jaz ujamem dan, če tudi zdi se, da moj trud je zaman, pa to srce res ne govori, zmeraj reči si, tu če ima slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če ima slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Ko se zdi ti, da rešitve ni, poglej življenje z drugačne strani, vedno dati to, kar si želiš, zmeraj reči si. Tu če ima slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če ima slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Otroci pojejo slovenske pesmi. 7. sezona. Došli nazaj. Mi se v današnji oddaji po Celjskem potepamo in obiskujemo različne šole. Tako da smo zdaj že poslali, oziroma ga bomo ravnokar, prvi pozdrav iz osnovne šole Hudinja. Tudi od tukaj imamo v nižji in v višji kategoriji kar nekaj nastopajočih. In zdaj je iz nižje kategorije z mano Sara Hokolič. Sara, zdravo. Zdravo, Kako si? v redu. A si kaj nervozna? Malo. Ni potrebno nič biti nervozen, zaradi tega, ker tu se imamo vsi sam fajn, pa čist nič druga ne znamo delati. V redu? Znamo pet in znamo se poslušati, pa čist nič druga. Dobro? Ja. V kateri razred ti hodiš? Tretji. V tretji razred. Kaj ti je recimo v tretjem razredu najbolj všeč? Pa, ne, tak. Vsi smo zabavni in imamo se ful super učiteljico. Imate super učiteljico. Ja. Se pravi, je zdaj, ko ste lahko bili spet v šoli, ne, in ko ste v šoli, je boljše kot pa prej, ko ste mogli od doma delati, ali je bilo prej doma boljše? Zdaj je boljše. Je zdaj Ko smo v boljše? razredu. Okay. Ja, Kateri predmet pa ti je recimo v šoli najbolj všeč? matematika. Kjer ti je pa najmanj všeč? Najmanj všeč mi je slovenščina. Najmanj všeč ti je pa slovenščina. Sem mislil, da boš rekla, da ti je najmanj všeč glasba. Ne, to je fajn, ne? Ja. Ok, dobro. In ko smo glih pri glasbi, ne, tale naš festival je festival Otroci pojejo slovenske pesmi. Ne? In Ja. ti si se odločila za eno pesem, ki jo po celem svetu pojejo, ampak vsak v svojem jeziku. Ti jo boš v slovenščini. Katera pesem je to? Soj Luna. Ti gledaš to serijo Soj Luna? Ja. Jo gledaš. Ja. In kaj ti je tam všeč? Igralci ali kaj? Najbolj všeč mi je, ko rolajo. Ko rolajo. Ja. A, kaj tam rolajo ali kotalkajo? Kotalkajo. Kotalkajo. Kaj je zdaj bolj fajn, kaj je zdaj bolj moderno? Kotalkati ali rolati? Kotalkat.
Zdaj je boljše kotalke. Ja, jel? jaz imam tudi kotalke. Imaš kotalke doma? Ja. Super. Da ne boš slučajno kaj preveč padla na kakšna kolena. V redu? Ne. Ker pa bojo velike kraste gor, pol pa, ko greš na morje, lahko to peče. Pa ni fajn. Ja. Veš, tako da mal pazi na se, dobro? V redu. Ok, kaj nam boš zapela, smo že ugotovili, Soj Luna. Kaj ti je všeč, smo tudi že ugotovili, tako da zdaj v bistvu je cajt sam za to, da še zapoješ. Pa še eno stvar moramo narediti. Rokico daj takle, kjerokoli, in eno gesto se gremo, a veš, se jo učimo. Ko mažemo, zmažemo. Zdaj pa še ti to ponovi. Ko mažemo, zmažemo. Tako je, kot bi pašteto mazala. In si že zmagala. Zdaj pa sam še uživaj in zapoj. Blizu tega, da dosežem sanje, jaz grem preko vseh meja. Čustva, ki me vodijo, so močna kot orkan. Tukaj je v meni je čarobno in tako se vse lahko zgodi. Kadar padem, vstanem, grem naprej, vedno grem naprej. Če ni poti nazaj, nikoli ne obupaj. Če ni poti nazaj, verjemi svojim sanjam. In ko ne greš naprej, nič ni prepovedano. Če ni poti nazaj, nikoli ne obupaj. Hej, hej! Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Osnovna šola Hudinja. In od tam zdaj en mili zvonki glas Larise Kocbek. Larisa, zdravo, živijo. Zdravo, Kako si? v redu. A ti že veš, kaj bi rada počela v življenju? Imam veliko izbire, pa še Okay, ne če ti točno. rečem, daj mi 3 najboljše izbire tvoje. Zdravnica, Okay, super Pevka. izbira. Pevka, super izbira. glasbenica. Glasbenica, dobro, se to je pevka, ne? V bistvu glasbenica pomeni, da še pač kakšen inštrument zraven Ja. igraš pa to. In veš, da se da to, sva zadnji z Daliborjem razmišljala, ful dober skupaj skombinirati. Lahko postaneš zdravnica, pol pa recimo včasih, kakšna zdravnica bi rada bila? Kirurg ali otroška zdravnica? Otroška zdravnica. Bravo, odlično. Recimo, si predstavljaš, si v bolnici, otroci nočejo zaspati, jih trebušček boli, potem pa ti lepo zaigraš, pa zapoješ. In v bistvu vse združiš. Muziko, petje, pa še zdravniški poklic. A ne? Ja. Evo, vidiš, da ti se kar lepo uči, pa se še zraven lepo izobražuj za zdravnico in za pevko. Velja? Ok, dobro, to sva dala skozi. Se pravi, zdaj, glede na to, da si v 6. razredu, se o zdravniških stvarih še kaj dosti ne učite, ne? Ne. Ne. Ampak to se boš pol kasneje, ne? Ja. Dobro, imaš še čas. Že veš, kam boš šla letos čez poletje? Ne vem še ravno. Nekam, kjer je malo vode zraven tudi, ne? Ja. Nekam bomo že šli, ne? Ja. Ok, v redu. Zdaj sam še tole oddelava, da dava takle roko in rečeva, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Tako je, tako bi pašteto ali pa nekaj takega mazala. In pol si zmagala. Sam še zapoješ, pa boš zares zmagala. Izvoliš. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po
po poti, si sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, ostajajo vlaki. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Si sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Še smo tukaj, nismo še konec. Kje pa? Pravzaprav smo zdaj nekje mal čez dobro polovico. Pri osnovni šoli Hudinja so dobre pevke in dobri pevci, eni so pa tudi inštrumentalisti, kar pomeni, da zraven še kakšen inštrument primejo. In ena takšnih je tudi Zala Grogl. Zala, zdravo, živijo. Zdravo. Kako se vi pozdravljate v šoli tukaj v Celju? Zdravo, ali kako se recimo učiteljico pozdravi? Dober dan. Dober dan. Dober dan. Kaj, ti mi deluješ, kot da bi rada postala učiteljica? Ne. Ne bi. Okay, ne. Kaj pa bi recimo ti v življenju rada počela? Rada bi definitivno stala v stiku z odrom, na odru, kjerkoli pač rada tudi igram, se pravi v gledališču. Hodila sem v gledališko šolo. Ja. Eno leto sem zdaj opustila, ker sem se bolj osredotočila na petje. Ja. Tako da, ja, definitivno stala v stiku z odrom. Odlično. Se pravi, imaš rada oder pa ljudi, da te napolnijo z energijo. Ne? Kaj je težje? Igrati, se pravi, inštrument pa pet, ali igrati v eni predstavi? Gledališče si prej omenila, ne? Ja, mislim, da je težje pet pa igrati, Ja. ker se moraš osredotočiti na dve stvari hkrati. Aha. Meni je lažje v gledališču, ker avtomatsko že odigram, se že uživim v vlogo. Katera je recimo zadnja vloga, ki si jo igrala, da si se uživila v njo? Palček? Palček? Bila sem palček. Palčica? Ja, ne palček. A, prav palček? Palček. Aha, kako se je imenovala ta predstava? Babica marmelada. Babica marmelada. Otroška predstava. Lušno. Sluh. Ja, to pa bi si rad ogledal. Pridem naslednjič na tvojo predstavo, velja? Okay. Odlično. Zdaj ne bova šla vse palčka, ne? Zdaj se bova šla Tošeta, Ja, punca, pa ukulele, pa to še projski. ja. En bi rekel, kako za vraga gre to skupaj. Pa gre, to boš zdaj ti dokazala, ne? Ja. No, me zelo veseli. Ok, zdaj lahko daš ukulele tak v naročje si, da ti ne bo dol padel. Dobro. Eno stvar se še moram narediti. Tvoja roka mi je zelo fascinantna. To si sama porisala? Ja. Kako se temu reče? To ni ta pravi tatu, ne? Ne, to je flomaster. To je okay. Pametno, brihtno, flomaster. To počneš doma ali v šoli? Doma. A doma. Sem mislil, da je v šoli kdo od učiteljev toliko malo zanimiv, da si vmes rajši šla kosti risati. To pa ne. Ne. Se pravi, te pa ne zanima anatomija pa te stvari, ki jih takole v bistvu izrešuješ. Čeprav sem pogledala vse sezone Grey's Anatomy. Ok, ampak eno je film, ne, drugo je pa pol dejansko to. Ja, boljši oder, ne? Ja, odlično. najboljši. Tole še zdaj narediva. To roko okoli obrneva in rečeva, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Evo, vidiš, prava igralka si. Zdaj boš pa še pevka. Hvala ti, uživali bomo.
malici sva se ljubila moja, misel ista naju je vodila, da skupaj eno sva. Moja, zdaj pogled beži stran, ker bojim se moja, da bi videl srečo tvojo z drugim le, z mano nikdar več ne. Daleč je nebo, ki nad mano zvezde šteje, mislim, da si tu, da mineva čas hitreje, nisem se vdal, blizu tebe vedno bom ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi veje, mislim, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se vdal, blizu tebe vedno bom ostal. Moja, drugi se prebuja, s tabo nisi moja, vse izgleda, kot da lažni so bili dnevi najini vsi. Daleč je nebo, ki nad mano zvezde šteje, mislim, da si tu, da mineva čas hitreje, nisem se vdal, blizu tebe vedno bom ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi veje, mislim, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se vdal, blizu tebe vedno bom ostal. Kakor da je vse umrlo brez tebe, daj prebudi me, Dina, reci, da je vse, kot bilo je prej. Daleč je nebo, ki nad mano zvezde šteje, mislim, da si tu, da mineva čas hitreje, nisem se vdal, blizu tebe vedno bom ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi veje, mislim, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se vdal, blizu tebe vedno bom ostal. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dočaka. In jaz sem, pa Dalibor tudi, pravzaprav vedno vesel vseh dobrih pevk. Smo pa zelo veseli tudi vseh dobrih pevcev. Zaradi tega, ker pač smo moški in moški moramo skupaj držati. Ne? In zelo sem vesel, da zdaj pred koncem, ko zaključujemo z nastopi osnovnošolk in osnovnošolcev iz osnovne šole Hudinja, spet moška družba. To je David Držek, sem prav povedal? Ja. Zdravo, kak si, David? V redu, vi? V redu? Hvala, ni me treba vikati, tukaj smo kar na ti, vsi se imamo fajn. Dobro, Okay, ti hodiš v kateri razred? 7. In najrajši špilaš fuzbal? Ja, ali ne? od športov. Šport? Ja. Okay. Kaj pa imaš drugače še poleg športa, pa telovadbe v šoli rad? Matematiko. Matematiko, wow. Se pravi, kaj boš postal v življenju? Učitelj glasbe. Učitelj glasbe? Ja, to bi rad bil. Kdo pa te navdušil nad tem, da bi bil učitelj glasbe? V bistvu, kako bi rekel, ati.
Bolj, ja. Aha. A Ja. ti je učitelj glasbe? Ne, ampak že dolgo se ukvarjam s petjem Ja. in sem se pač odločil, da bi rad bil pač učitelj glasbe. Odlično, torej boš šel v pedagoško smer, boš pel in boš pol tudi mladim pevkam in pevcem predajal znanje. Ja, Zelo lepo. Se pravi, bi raje bil učitelj glasbe kot pa pevec na odru? Ali oboje? oboje. Viš, ker to se da, to se komot da, ne? Ogromno je v slovenski zabavni, pa v narodno zabavni muziki pevcev, ki so še pa pol učitelji zraven, ne? Tako da imaš eno tako super dobro začrtano pot, ti se je samo drži. Vredno? Ja, Še zadnja stvar, ki jo narediva, preden zapoješ, je, da dava tokle roko in rečeva, ko mažemo, zmažemo. Zmažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. In pol zmagamo. Bravo ti, hvala ti, tole je bil David v besedi, zdaj še David zapoje. Se včasih vprašam tako, le kaj se godi, da bi sem domača vse bolj poridko zveni. Zakaj se mi večkrat moj sin samo zasmeji? Ti goveje moja, da za ti si leti. Potem se zazdi mi, kakor da mnoge je sram. Teh pesmi domačih, ki jaz jih res rad imam. A rad bi povedal, saj enkrat sem skupaj na glas. V pismih prelepih v njih se skriva del nas. Bo moj nuk še pil slovenske pesmi, se bo zavedal svojih korenin, da bi ponosen bil kot njega dedek. Le tega v srcu si močno želim. Potem se zazdi mi, kakor da mnoge je sram. Pesmi domačih, ki jaz jih res rad imam. A rad bi povedal, saj enkrat sem skupaj na glas. V pesmih prelepih v njih se skriva del nas. O moj nuk še pil slovenske pesmi, se bo zavedal svojih korenin, da bi ponosen bil kot njega dedek. Le tega v srcu si močno želim. Bo moj nuk še pil slovenske pesmi, se bo zavedal svojih korenin, da bi ponosen bil kot njega dedek. Le tega v srcu si močno želim. Le tega v srcu si močno želim. Otroci pojejo slovenske pesmi. 7. sezona.
No, pa smo šli še drugam, tokrat na osnovne šole v Celju. Iz občine Celje, tudi njim hvala lepa, da so pristopili k temu projektu. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. In tokrat smo se ustavili na osnovni šoli Ljubečna. Iz menoj v studiu že ena res velika Heidi Cimerman. Zdravo! Zdravo. Kak si? V redu. Imaš sončna očala gor, ne? Ja. Zakaj? Ker je sonce, ne? Ne, se lahko imaš. Kar meji gor. A to je pol, da boš pela z njimi? Ne. A ne, v redu. V redu nisem. Drugi razred hodiš, ne? Ja. Kako je v drugem razredu težko? Ne. Se dosti učite? Ja. Delaš rada domače naloge? Tak. Kdo ti dela domače naloge? Sama ali ti mami kaj pomaga? Ali? Sama. Imaš brateca, sestrico? Ne. Nimaš, sama si, tako da sama moraš delati, nič ti tam pomaga. Moraš ti kaj mamici bolj še pomagati ali to tudi ne? Ne. Čist nič. Kaj pa ti v šoli najbolj všeč, mi povejmo? Kaj ti je najbolj všeč? Ne vem. V podaljšanem bivanju, ko se lahko igramo. Tam je najboljše, ne? Pa še si lahko, ker vem, v prvem razredu v osnovni šoli si otroci še lahko kakšne igračke zraven prinese, v drugem razredu še to dovoljeno? Ne, v prvem sem. Prvem sam. In kaj si ti v prvem nosila v šolo? Pa ne vem, kako piše s to igračko. Viš, mi pa tega nismo nič smeli imeti. Kako ste vi dobro, da ste v tem času. Kaj pa, ko si bila recimo doma, ko je bilo vse zaprto, je bilo v redu tako nadaljavo se učiti? Boljše. Je bilo boljše, ne? Ker lahko dolgo spiš, zjutraj gledaš risanke. Aha, a to je bilo učenje nadaljavo. Fajn, super. Kaj si ti pripravila danes? Prvič verjetno tako poješ na takšni prireditvi, ne? Ja. Kaj si nam pripravila? Katero pesmico? Od Nine Pušlar, to mi je všeč. Kdo pa ti je to predlagal, da to poješ? Sama. Sama si? Kje si to našla? Na televiziji ali? Ne, na telefonu, ko poslušam pesmi, ne, in pa hitro najdeš. Na socialnih omrežjih lepo poštrckaš, pa najdeš, pa ti je Nina Pušlar všeč, ne? Si jo kdaj že v živo videla? Ne. Pa bi jo rada? Sam sem enega pevca, njega Matica, ampak ne vem, kako se piše. A Matica? Ne vem, boma že pogruntala kaj, ne? Zapela boš od Nine Pušlar, to mi je všeč. Ja. Ok, pol pa, izvoli. Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam. Kdo se trudi, kdo me ljubi, to si ti, veš, da si. Ki ne mine, naenkrat je odmev. Ko se prebujaš, vse zablesti, kot sonce, ki vzhaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč. Kdo me ljubi, kdo odpušča, to znam, to imam. Kdo vztraja, kdo je muza, to si ti, veš, da si. Cel svet, ko utihne, naenkrat je odmev. Ko se prebujaš, vse zablesti, kot sonce, ki vzhaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi
Sonce, ki vzhaja, dan zažari, a to ni dovolj. Želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč. To, to mi je všeč. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma No, sezona. pa gremo naprej na osnovni šoli Ljubečna smo, v 7. sezoni otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. In z menoj, to mi je zelo všeč, pa je predstavnik moškega spola. To je fajn, da se odločate, fantje, da pojete. In to je Lenart Cizej. Zdravo, Lenart. Zdravo. Kak si? V redu. Malo bližje stopi, da se malo bolj slišiva. A si v redu, 5. razred hodiš, ne? Ja, 5. razred. Že imaš kako punco? Ne, Ne, še nikoli nisi imel? ne. Ne, še. Reči mi, koliko vas je v razredu? V 5. 27. 27. Koga je več, fantov ali punc? Fanto. Fantov je več. Pa vi ste verjetno najbolj pridni, ne? Ne. Kdo pa? Punce so bolj pridne, Ja. ne? Punce se raje učijo, pa kaj, raje domače naloge delajo. 5. razred, kaj ti je najbolj všeč v 5. razredu? Meni so recimo bili všeč odmori, pa malca. Kaj pa tebi najbolj všeč? Športno. Športna Pa tudi vzgoja. odmori, ja. Dobro, odmori, to so tako vsakemu všeč. Kaj pri športu, recimo, s čem se baviš? Fuzbal? Ja, Ali nogomet. še kaj drugo? Da ti si z celjskega konca, bi rekel, da tudi kaj z rokometom ali kaj takega. Ne, z rokometom ne. Gledaš pa ga rad, verjetno malo, ne? Na šoli igrajo rokomet ali? Ja, Igrajo, ti si malo večji, verjetno, ne? ne, sem malo manjši v razredu. Ja, vse zato, da si ti manjši, oni veliki pa igrajo, ne? Ti pa pač, nogometaši pravijo, so manjši, rokometaši pa so večji, pa košarkaši pa še večji, ne? Zakaj si se odločil, da poješ? Kdo ti je to rekel, da pridi? Ker v naših projektih so večina punce, one to rade pojejo, zdaj pa fant, pa zakaj? Zakaj si se odločil? Kdo ti je rekel? Lep glas imam, pač, pa so mi starši rekli. Starši so ti rekli, so te slišali, kaj že poješ na kakih rojstnih dnevih? Ali? Ne. Nisi še nikoli probal? Se pravi, kje poješ? Sam doma, na WC-ju, v kopalnici, v sobi? Enkrat sem pil na nastopu v šoli. In kak je bilo? So ti rekli, bravo, dober si, ne? Ja, Ja, to je pa super. V redu, ti si izbral pesem iz filma Kekec, ne? ja. Pa si gledal Kekca? Ja, sem gledal. Vse dele ali samo enega? A veš, da več delo? Ja, vem, ja. Kdo pa ti je najbolj všeč, recimo, v filmu Kekec, razen Kekca? Bedanec. Bedanc, meni tudi, bravo, bravo, super. Dobro, Lenart, Kekčevo pesem boš zapel, jaz ti prepuščam mikrofon, pa uživaj. Ja. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih dnov. Če mu kdo nastavi zanko, ga uženem kozirok. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde vrh gora. Gredo z mano tja do konca tega širnega sveta. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Smo naprej na osnovni šoli Ljubečna, nižja kategorija je za nami, odlična sta bila dva tekmovalca, zdaj pa višja, tu je pa že malo večja konkurenca in z nami v studio je Neža Janc. Zdravo. Zdravo. Kak si, Neža? V redu. 6. razred.
Še malo pa počitnice, ne? Ja, Dobro, zdaj, letošnje leto so tako bile verjetno celo leto skoraj počitnice, ne? Ja. Večina doma, pa tako iz postelje nadaljavo, si računalnik vklopila. Si kaj švinglala, ko je bilo, vse lahko poveš, ne bomo nikomu povedali. Si kaj švinglala, recimo, da si dala svojo sliko pred kamero, pred računalnik? Naj nisem švinglala zato, ker sem se pač naučila in pol sem vedela, da bomo ziher prišli v šolo in da bojo spet preverili naše znanje. Ja. Fantje, oni pa so, ne? Oni pa so se trudili, pa kako to tehnično dati od zadja, da on gre, pa kak, če je bil vprašan, mu je recimo Facebook štekal ali pa kaj takega. Prek česa ste to delali? Največ preko Zooma. Preko Zooma ste delali, ne? In fantje tam so takoj zaštekali, ne? Ja. To je super. No, 6. razred, že kaj razmišljaš, no, zdaj, če te mlajše vprašaš, kaj boš, ko boš velika, recimo 1., 2. razred, takoj reče, bom zdravnik, bom dimnikar, bom, ne vem, pilot, vesoljec ali pa. Ti že kaj razmišljaš tako v 6. razredu? Kaj bi recimo rada bila? Zanima me biologija, ampak nekaj. Biologija! Se pravi, boš šla v srednjo gimnazijo verjetno najprej, ne? Ker je lažje potem, pol pa študirati nekaj v zvezi z biologijo. Zakaj biologija? Kaj ti všeč? Živali ali kaj? Ja, rada raziskujem živali pa rastline. Aha, pa poznaš recimo rastline, če ti jaz naštejem, recimo, jaz poznam samo eno. Ne, 2 poznam. 3! Zvončke, trobentico pa planiko. To poznam. Ti poznaš kaj več, recimo rožic takih latinskih imen pa kaj takega? V bistvu zdaj bolj kakšne ločitev dvokoličnic, enokoličnic. A to tudi je? Ja. Jaz sem pa že pozabil, veš, dolgo, ker sem bil v šoli. Ti obljubim, če priješ polfinale, da se naučim. Okay. Vsaj 5 rastlin. Vem, da na balkonu imamo rože, to vem. Drugo pa ne vem, ne? Ok, fino. Kaj boš zapela? Kaj si se odločila, da boš zapela? Zapela bom pesem od Nuše Derende, Za Slovenijo živim. Imaš rada Slovenijo, ne? Ja. Pa Nušo verjetno tudi, ne? Dobro. Preden pa zapoješ, v naši 7. sezoni imamo eno tako fajn gesto, ki jo se vsi naučimo. Si za to? Ja. Ok, roko daj tak in greva. Pazi, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Ne, prvo stran od sebe, ko mažemo, ne. Saj se prav, ja, še enkrat. Saj se prav, bojo preč, ne? No, idem še enkrat. No, mi se pa v 7. sezoni naučimo ene geste, ki jo vsi skupaj se naučimo, tako da bom še tebe naučil. Daj roko tak, in gremo. Pazi, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Pa zmagamo. Pa zmagamo. Bi rada zmagala? V bistvu mi je bolj pomemben, da bom gledalce navdušila s pesmi. Bravo, super. Izvoli, mikrofon je tvoj. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi tok, v čustva z njo se potopim, je moj smeh in njo. Staršem govorila sta, če bo šla od tod, vedi, tu te čakava, tu živi tvoj rod.
kjer se Jadran z Alpami spleta v Maurico. Tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi tok, v čustva z njo se potopim, je moj smeh. Za Slovenijo živim in me vodi tok, v čustva z njo se potopim, je moj smeh in njo. V čustva z njo se potopim, je moj smeh in njo. Otroci pojejo slovenske pesmi. 7. sezona. No, pa nadaljujemo, višja kategorija osnovne šole, Ljubečno, otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Z menoj v studiu pa je že Iva Friedrich. Zdravo, Iva. Zdravo. Kak si? Fajn. Fajn je, 8. razred, to je zdaj tisto najhuje, še malo pa boš glavna na šoli. 9. razred se že veseliš, ne, ker 9. so, mi smo jim rekli, brezvezni, so ne? Čim prej v srednjo šolo naj grejo. Reči, kateri predmet ti je, tako bomo rekla, kateremu predmetu ne greš rada, kateremu pa greš ful rada. Najmanj rada grem k slovenščini. Sma ista. Ful rada grem pa k likovni ali pa k glasbi. Likovna pa glasba, kaj pa matematike pa nimate vi? Ja, imamo, pa imam tudi rada. Imaš tudi rada, ja. ne? Pa ti gre matematika, pa tak seštevanje, množenje, deljenje, to ti gre? Ja. Se te nam nič vprašal tega, veš? Ne bad, ne bad. Dobro, pol 9. razred, že kaj tak študiraš doma sama, kaj bi rada potem, ko pa bo osnovne šole konec? Ja. Kaj? Ja. Vem, da bom naprej šla na gimnazijo, bom pa pač po moje, mislim, ne vem še točno, no? Preveč izbire. Preveč izbire, mogli bi polovico šole zapreti, da si ti zbereš tisto ta pravo, ne? Ja. Kaj recimo, kaj bi te tak življenje, da bi delala? Jaz pač bi bila ali arhitektka, ali bi bila zdravnica, ali bi bila pa veterinarka. Čakaj malo, dobro, veterinarka, to je pač živali. Kaj pa recimo, ko pride k tebi kakšen v ambulanto za male živali, pa ti prinese kačo. Bi to pogledala, bi rekla, dajte malo dihati kača? Ne bi, ne? Kačo bi pogledala, pajka pa ne. Aja, pajko se pa bojiš. Dobro, kdo pa tisti, ki doma pajke potem, ker vemo, da v vsaki hiši so pajke, ne? Se so pri vas tudi doma. Kdo je tisti? Ati. Atija, da reče, beži pa pospravi, ne? Ok. Izbrala si eno tek meni zelo prijetno pesem, tek malo bolj posebno, težko. Zelo težko pesem je, ne? Skupine Tabu, Nabiralka zvezd. Ja. Zakaj? Pač prvo je bilo zaradi tega, ker moj učitelj glasbe, pač v bistvu igram klavir, ne? In moj učitelj klavirja igra v skupini Tabu in sem bila pač, tudi doma smo poslušali ful Tabu, pa pač, ko so pa dali tudi nov album in smo poslušali to, in mi je bila Nabiralka zvezd najbolj všeč in sem jo tako ful rada pela in pač fajn je bila, pa taka zasanjana, fajn se je bila. Jaz mislim, da še se bi midva rada lahko pogovarjala 2 uri vse o Tabuju in tak naprej. Vidim, da dosti veš. Zdaj pa preden začneš pet, še se moramo nekaj naučiti v naši 7. sezoni. Pazi, roko daš tako in rečeš, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. In zmagamo. In zmagamo. Ti želim, da zmagaš. Izvoliš. Hvala. A vpraša se kdaj, kaj je točno na tabo. A vpraša se kdaj, kaj je točno tam gor.
če stopiš na prste, a si res bliže. A dotikaš se neba. A opaziš me kdaj, kadar gledam v vesolje. Se mi zdi, da je polje visoko tam gor. Ko potapljam, si mislil bleščeče to morje. Čutim, da sem del vsega. Vsega više, kot se da. Trgam želje iz neba. Dotikam se zenita z roko in zapuščam zemljo, ko iz črnega prebiram zlato, vsako noč za nočjo in nabiram zveze, da ti dam še tople v dlan. Name padajo kot senki z nebes, nabiralka zvezd. Jaz imam, to priznam, včasih kakšno noč nemirno. Zvezde so najsvetlejše v temnih nočeh. Gledam jih, ljubim jih in zaupam jim neskončno. Čutim, da sem del vsega. Vsega više, kot se da. Trgam želje iz neba. In dotikam se zenita z roko in zapuščam zemljo, ko iz črnega prebiram zlato, vsako noč za nočjo in nabiram zveze, da ti dam še tople v dlan. Name padajo kot senki z nebes, nabiralka zvezd. In dotikam se zenita z roko in zapuščam zemljo, ko iz črnega prebiram zlato, vsako noč za nočjo in nabiram zveze, da ti dam še tople v dlan. Name padajo kot senki z nebes, nabiralka zvezd. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. In še zadnja nastopajoča iz osnovne šole Ljubečna, višja kategorija, in z nami je Ajda Žveplan. Zdravo, Ajda. Dobar dan. Ti pa nisi sama, kdo je on? Blaž Krušič, moj sošolec. A tvoj sošolec. Reči mi, ti si se odločila, da boš prepevala na Otroci pojejo slovenske pesmi, pa si ga sama izbrala ali je kdo na šoli prišel? Ne, ti pa moraš z njim nastopati. V bistvu je učiteljica za glasbo nama je rekla, da bi skupaj nastopala. A ona je rekla, on pa je takoj rekel, ni problema. 9. razred sta, ne? In zdaj je srednja šola, še mislim, da dober mesec dni, pol pa srednja šola in kam greš? V gimnazijo. Ja. No, viš, kako sem trofal. Ti tudi? Tudi verjetno gimnazijo. Sta dolgo vadila, recimo, da sta se uskladila in tako, da vam je kdo še pomagal razen učiteljice, ali ste se dobivala doma, pri tebi ali pri njemu?
Ne, v bistvu smo vsak posebej povadila, pol pa še skupino. Aha, skupaj. Ne. Če se ne motim, zdaj ste imeli pred kratkim NPZ, ne? Je bilo težko? Ne. Ni bilo tako z levo roko. Punce pravi z levo roko, on pravi bolj težko je. Tu se ne da švinglati, ne? Kaj pa si recimo ti v osnovni šoli, kateri predmet je bil najljubši? Zdaj te lahko vprašam, 9. razred je konec. Kaj si recimo rada učila? Slovenščino si rada brala ali si kemijo, kaj mešala doma skupaj, probala? Ja, v bistvu vsega pomalem, no. Ali ni dobenega predmeta, ki bi lahko rekla, ok, ta je pa tisti, ta pravi, ki, ne vem, nočem špricati, nočem zamuditi? Ne, imam kar rada na splošno vse predmete, no. Se pravi, greš na splošno gimnazijo, če imaš Tako, vse na splošno ja. rada. Ja, fajn, super. Kaj se nam pripravlja? Od Nece Falk vsi ljudje hitijo. Neca Falk, vsi ljudje hitijo. Odlična pevka, ne? Dolge lase, tak naprej, malo posebno frizuro. Zdaj pa še moramo mi dva, preden začneš pet, še nekaj probati. Mi v 7. sezoni Otroci pojejo, nekaj naredimo, preden zapojemo. In to se vsi naučimo. V redu? Daj v roko tako in pazi. Ko mažemo, zmažemo. Pomažemo, zmagamo. Pa pol zmagamo. Pol zmagamo. Vama želim, da zmagate. Izvolite. Skoraj teden je že, odkar sem odšla iz naše vasi sem dol. Šola začela se je zares, vstajam ob 6:30. Internat je že star in v sobi še s 3 dekleti živim. Marta in Jana, obe sta iz morja, a Špela z gorenjskih planin. Mama tako je, kot rekla si mi, da v začetku morda bo hudo. Tak prvič odšla sem tak daleč od doma, se prej sploh ni časa bilo. Pogrešam kmetijo, očeta in tebe in malega ljubca vse bolj. Veš, tu ni nič njiv, ni našega sonca, tu je le sivi beton. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra sreča me glo. In ves ta hrup, škripanje zavor, kaj tišina je tu sploh ne vedo. Vsi ljudje hitijo, panje, kjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla, nihče nikogar ne pozna. Vsi ljudje hitijo, panje, kjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla, nihče nikogar ne pozna. Kako je doma, je Liska že strila, na njo mislim vsak dan. V štali bo to zdaj prva sprememba, odkar bika prodali smo lan. In Florjanov Jože mi je dejal, ko odhajala sem na to pot, naj pošljem naslov mu, češ da bo prišel v eni od prostih sobot. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra sreča me glo. In ves ta hrup, škripanje zavor, kaj tišina je tu sploh ne vedo. Vsi ljudje hitijo, panje, kjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla, nihče nikogar ne pozna. Vsi ljudje hitijo, panje, kjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla, nihče nikogar ne pozna. Pozno je že, to pismo
Prazno končujem, počasi odpravim se spat. Že zdavna zaspal je slikami doma, v solzah naš internat. No, tokrat pa smo se ustavili na osnovnih šolah v mestni občini Celje in z nami so bile kar 3 šole, to je Ljubečna, Lava in pa Hudinja. Zdaj pa hitro do polfinalistov. Verjetno ste otroci že kaj malo nestrpni, ne? Komisija je odločila takole. Najprej na osnovno šolo Ljubečno. Z nižje kategorije pojde v polfinale Lenart Cizej. Lenart, bil si odličen, bravo. In še višja kategorija, ta veliki, v polfinale se iz osnovne šole Ljubečna uvrstila Neža Janc. Neža, tudi tebi, wow, vse čestitke, pa se vidimo v polfinalu. No, zdaj pa še na osnovno šolo Lava. Tudi tam so pridno vadili. Pridno, verjetno kar kaj več prepevali, zdaj ko je bila, se veste, karantena in ni se hodilo v šolo, so otroci imeli malo več časa, da kakšno zapojejo. Zdaj pa poslušajmo. Iz nižje kategorije se je v polfinale uvrstila Nika Oman. Nika, čestitke, bravo, odlična si bila. Pa še višja kategorija, tudi tam so imeli 2 tekmovalki in zdaj tu napetost narašča. Kdo je tisti, ki bo zastopal osnovno šolo Lava v polfinalu? To je Ema Kramer. Ema, čestitke, bila si fantastična. No pa še zadnja osnovna šola iz Celjskega, to je pa osnovna šola Hudinja. Na Hudinji in kdo se je uvrstil v polfinale? To je Sara Hokolič. Sara, vse čestitke, zmagala si, ampak ne še zmagala, zdaj še pa treba priti do finala, ker imamo še 3 polfinala, tam pa bomo videli. No, in še višja kategorija, 3 tekmovalci so tekmovali iz osnovne šole Hudinja in v polfinale se je uvrstil David Držek. David, vse čestitke. Vsem ostalim dajte čim več vaditi, ker 8. sezono smo spet pri vas. Adijo, čao. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, v družbi otrok osnovnih šol Hudinja, Lava in Ljubečna. Projekt omogoča občina Celje ter sponzorji Telekom Slovenije, Klima Ptuj, Anprotehnik, ATP, Talum, Dravske elektrarne Maribor, Sazas, Oculus, Weltweit, Industrie Montažen, Covintrade, BSH hišni aparati, Elektrocelje, Cinkarna Celje, Mana, Testpoint, Hermi in Perutnina Ptuj. Ko mažemo, zmažemo. Nori na poli pate. Mažemo, zmažemo. Nori na poli pate iz najboljših delov piščančjega mesa slovenske kakovosti.